Radujte se, pravični v Gospodu. Poštenim se spodobi, da ga hvalijo. Slavite Gospoda s citrami, igrajte mu na harfo 10 strun. Pojte mu novo pesem, dobro mu pojte, da bo donelo. Zakaj Gospodova beseda je prava in vse njegovo delo je zanesljivo. Ljubi, kar je prav in pravično. Zemlja je polna Gospodove milosti. Z Gospodovo besedo je nebo narejeno in z dihom njegovih ust vsa nebesna vojska. Kakor v mehu zbira morske vode in v shrambe devlje vodovje globin. Boj se Gospoda vsa zemlja, pred njim naj trepetajo vsi prebivalci na svetu. Zakaj? On je rekel in je nastalo. On je ukazal in je bilo. Gospod podira sklep narodov, misli ljudstev uničuje. Gospodov sklep pa ostane na veke. Misli njegovega srca od roda do roda. Blagor narodu, čigar Bog je Gospod, ljudstvu, ki si ga je izvolil za dedno last. Z nebes se ozira Gospod, vidi vse človeške otroke. S kraja njegovega bivališča gleda na vse, ki žive na zemlji. On, ki je vsem njih srca ustvaril, ki pazi na vsa njihova dela. Kralj ne zmaguje zaradi številne vojske, borec se z veliko močjo ne reši. Konj za zmago ni zanesljiv, ne rešuje kljub svoji veliki moči. Glej, oči Gospodove so uprte na nje, ki se ga boje, na nje, ki upajo v njegovo milost, da reši njih duše smrti in jih oblakoti preživlja. Naša duša čaka Gospoda. On je naš pomočnik in ščit. Njega se torej naše srce veseli, v njegovo sveto ime zaupamo. Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami, kakor upamo v tebe. Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je šel po ozemlju med Samarijo in Galilejo. V neki vasi mu pride naproti 10 gobavcev. Obstanejo oddaleč. Jezus, učenik, usmili se nas. Pojdite in se pokažite duhovnikom. Odšli so in bili med potjo ozdravljeni. Eden med njimi pa se je vrnil, ko je videl, da je ozdravel. Na ves glas je slavil Boga. Vrgel se je pred Jezusa in se mu zahvaljeval. Gobavec je bil Samarijan. Kaj ni bilo vseh 10 ozdravljenih? Učenik, kako naj ti povem? Kje je pa drugih 9? Ne vem, učenik Jezus, vendar zahvaljen bodi. Ali se ni nobeden drug vrnil razen tega tujca, da počasti Boga? Oprosti mi, Gospod, moj Bog, oprosti. Vstani, Samarijan, in pojdi. Tvoja vera te je rešila. Na svetu so ljudje, ki se imajo za pravične, vse druge pa zaničujejo. Tem pripoveduje Jezus. 2 gresta v tempelj molit. Eden je farizej, drugi cestninar. Farizej se razkazuje in potihem takole moli. Gospod, zahvaljujem se ti, da nisem tak, kakor drugi, kot so roparji, prevaranti, taki, ki so nezvesti v zakonu, ali pa kakor je ta cestninar. 2-krat na teden se postim,
in templju dajem desetino od vsega, kar imam. Cestninar pa ostaja zadaj in si ne upa niti oči povzdigniti proti nebu, temveč se trka na prsi in moli: Bodi usmiljen z menoj grešnikom. Povem vam, ta se je vrnil opravičen na svoj dom, oni pa ne. Kajti kdor sam sebe povišuje, bo ponižan, kdor se pa sam ponižuje, bo povišan. Ko je prišel Jezus blizu Jerihe, je sedel ob poti slep človek in prosil. Ko sliši, da hodi mimo veliko ljudi, povpraša, kaj to pomeni. Povedo mu, da gre mimo Jezus iz Nazareta. Jezus, sin Davida, usmili se me. Ne nadleguj učenika in molči. Počakajte, učenci, kaj naj storim zate, slepi mož? Gospod, rad bi videl. Spet boš lahko videl. Tvoja vera ti je pomagala. In slepi človek je tisti hip spregledal. Slaveč Boga je šel za Jezusom. In vsi ljudje, ki so to videli, so hvalili Boga. Blagor mu, ki misli na siromaka in ubožca. Ob hudem dnevu ga reši Gospod. Jaz pravim: Gospod, usmili se me, ozdravi me, zakaj grešil sem zoper tebe. Moji sovražniki hudo govorijo o meni. Celo moj prijatelj, ki sem mu zaupal, ki je jedel moj kruh, je vzdignil peto zoper mene. Ti pa, Gospod, usmili se me in dvigni me, da jim povrnem. Potem bom spoznal, da si mi naklonjen. Če se moj sovražnik ne vzraduje nad mano in mene nepoškodovanega ohraniš, ter me pred svoj obraz postaviš zavedno. Hvaljen bodi Gospod, Izraelov Bog, od vekov na veke. Amen. Amen. Jezus je nato prišel v Jeriho in šel po mestu. Tam je stanoval mož Zahej po imenu. Bil je višji carinik in imel veliko denarja. Rad bi bil videl Jezusa, toda množica ljudi mu je zakrivala pogled. Bil je namreč majhne postave. Zato steče naprej in spleza na figovo drevo, da bi videl Jezusa, ko bo šel mimo. Ko pride Jezus tja, pogleda gor. Zahej, hitro zlezi dol, kajti danes moramo stati pri tebi. Z veseljem te sprejmem, učenik moj. Učenik Jezus, grešniku greš v goste. Gospod, poglej vendar, polovico svojega premoženja dam revežem. Če sem od koga zahteval preveč, mu bom 4-kratno povrnil. Danes je prišlo v to hišo zveličanje. Tudi ta mož je Abrahamov sin. Kajti sin človekov je prišel, da išče in reši izgubljene.
Jezus je krenil dalje in šel proti Jeruzalemu. Ko je prišel v bližino Betanije in Betfage ob Oljski gori, je poslal 2 učenca naprej. Stopite v vas, ki leži pred vama. Ko prideta, najdeta privezanega mladega osliča, na katerem ni še nihče sedel, in ga pripeljite. Ako vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujete, mu povejte: Gospod ga potrebuje. Učenca se odpravita in najdeta vse tako, kakor jima je rekel. Zakaj odvezujete osliča? Gospod ga potrebuje. Učenca pripeljeta osliča k Jezusu, pogrneta nanj svoja plašča in mu pomagata, da sede. Medtem ko jezdi naprej, razprostirajo ljudje po poti svoje plašče. Ko pride do kraja, kjer se začne vzpenjati pot na Oljsko goro, začno vsi učenci veselo in z močnim glasom slaviti Boga zaradi vseh čudovitih del, ki so jih videli. Blagoslovljen bodi kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu. Mir v nebesih in slava na višavah. Učitelj Jezus, opomni svoje učence, naj bodo tiho. Farizej, ljudje, povem vam, ako oni umolknejo, bodo kamni vpili. Ko je nekega dne učitelj učil ljudi v templju, se je ozrl in videl, kako mečejo bogatini darove v tempelsko puščico. Nato zagleda tudi revno vdovo, ki spusti vanjo bakrena novčiča. Resnično vam povem, ta vdova je dala več kakor vsi drugi. Ti so namreč dajali nekaj malega od svojega bogastva. Ta žena ima komaj toliko, da se preživi, vendar je dala vse, kar ima.